Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ministrica Alenka Bratušek že ima novo vinjeto. Ta zgodovinski dosežek je ovekovečila na družabnih omrežjih. Ob tem nam sporoča, sredstva, ki jih damo za vinjeto, so namenjena za prepotrebne obnove in vzdrževanja avtocest. Ni res, gospa ministrica. Denar gre za kredite za avtoceste in ne za obnovo. Obnova se financira iz drugih virov. Mogoče se zato tudi kar naprej obnavljajo, namesto da bi jih širili. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svobodo narodu. Danes bomo za vas komentirali, gej je ok, ali se diskriminacija istospolno usmerjenih sploh še splača. V Sloveniji je bila homoseksualnost dekriminalizirana leta 1977. Ali se 40 let kasneje še spodobi diskriminacija gejev in lezbik, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Normo Marijo Korošec in magistrom Romanom Vodebom. Toplo pozdravljena. Živjo. Lep pozdrav. Najprej prvo vprašanje, Norma, Roman, sta vida vedela, da je bila da so bili homoseksualni odnosi dekriminalizirani v Sloveniji leta 1977 šele? Ne, to je bil za mene podatek. Roman, ti si vedel to? Jaz sem pa približno vedel s tem, da se ta zakon ni ravno spoštoval, geji so pa to diskretno skrivali in zadeva ni bila moteča. No, kot zanimivost lahko še povemo gledalkam in gledalcem, da je takrat bila dekriminalizirana v Sloveniji, ker je šlo še za bivšo Jugoslavijo, na Hrvaškem in v Črni gori, ne pa recimo v Srbiji, pa v Bosni in Hercegovini. Ampak, če gremo zdaj naprej na našo današnjo temo. Danes ekskluzivno objavljamo novico, po moje smo prvi v Sloveniji, ki to objavljamo, mogoče pa tudi prvi v Srbiji, namreč po zelo zanesljivih informacijah naj bi bila partnerka predsednice srbske vlade Ane Brnabić noseča. Gre za Milico Đurđić, ki je sicer zdravnica v kliničnem centru v Beogradu, imamo tudi fotografijo srečnega para in naj bi bila noseča, namreč naj bi zanosila z izventelesno oploditvijo. Zdaj, kako vidva komentirate to novico? Norma najprej mogoče. Ja, jaz pač tako, kot je moje stališče glede otrok in homoseksualnih skupnosti, je znano že leta. Ampak če ga vse na kratko ponoviš mogoče za naše gledalke in gledalce. Pač za otroka ni optimalno okolje, da ga vzgajata dve mami ali pa dva očeta. Pač dejstvo. In tak otrok je že v štartu prikrajšan za enega od staršev, ne, se pravi za mamo ali pa očeta in jaz kot otrok iz družine, kjer očeta pač ni bilo, lahko povem, da v bistvu ni prijetno življenje, če očeta ni. Pač ni nujno, da če je, da je, ampak za en normalen razvoj, pa da pač se stvari tako odvijajo, kakor se morajo v razvoju otroka, je pa pač optimalno, da sta v njegovi neposredni bližini oče in mama. In se mi zdi, da pač vsi ti pari svojo željo, da bi imeli otroka, postavljajo pred to, kaj je za otroka dejansko najboljše, in to se mi v bistvu zdi zavržno dejanje. A se da vnaprej določiti, Roman, kakšna je idealna družina, kakšno je idealno okolje za otroka? Je to povezano s spolom pač staršev oziroma skrbnikov ali s čim drugim? No, določiti se da v toliko, kolikor se predvideva, da če sta oče pa mati kot različno spolna, približno normalna, reklo bi se v psihoanalizi dovolj dobra, potem pride v otroka neke pravi dogodki, miselna dejavnost se na pravi način odvija in v odraslosti pride do, bi rekel, mentalno trdne osebnosti, ki ima vse psihične procese skalibrirane na tisto, kar rečemo v tej kulturi normalno. Če pa pride do disfunkcionalne primarne družine, recimo največja disfunkcionalnost bi bila istospolna starša, potem se pa v otroka naselijo neke dispozicije miselne, na katerih se zgradijo ena čudna čustva, pa čudni občutki v odraslosti, po puberteti. Se pravi, zdaj, če to recimo apliciramo na konkreten primer, ne? Se pravi, zdaj
predsednica vlade Srbije, ne vem, bo postala oče ali kakorkoli partner B, starš B, kako se temu strokovno reče, ne vem, in bo imela otroka, je že izpostavljena kot predsednica vlade. Kako bo to po tvoje potem na otroka recimo vplivalo? Ta situacija, če vzameš v obzir, da gre za Srbijo, okolje, ki je že sicer zelo sovražno nastrojeno do istospolno usmerjenih oseb, ne? No, če smem, jaz bi rekel, da v otrokovi psihični realnosti se bodo zgodili nepredvideni miselni procesi oziroma misli pri otroku v oedipalni fazi bodo obrale eno nezaželeno smer, kar bo botrovalo motnji v spolni identiteti, ki se bo zgodila v puberteti. Spolna želja bo izmaličena in še nekateri drugi miselni procesi, ker ne gre za to, da je kar, rekel, oče ženska, ne, oče po narekovajih, gre za to, da bi očetovati moralo in dečko in deklici bitje z različnim konceptom genitalij, kot jih ima mama. Se pravi, tukaj ne gre za moški pa ženska, treba je govoriti, da je moški bitje s penisom, kar v kastracijski fazi izjemno formira ene določene miselne procese, na katerih potem spolna želja usklije. Pri istospolnih partnerskih skupnostih je tu vse porušeno. Ta porušenost gre v čudne, nepredvidljive smeri. Zdaj, če gre za otroka dečka, moškega spola, potem se temu otroku z dvema mamama ne more razviti moralna razsodnost, ker se fenomen kastracijske bojazni dogaja na zelo specifičen način in psihoanalitično gledano mora moškemu fantku kastracijsko pretiti oče kot bitje s penisom. Ta kastracijska bojazen obeta pravilno moralno razsodnost. Močen nadjaz. Zdaj, Norma, kako si ti recimo razlagaš, da v eni Srbiji, ki vsaj pri nas velja za neko bolj tako, ko bi rekel, nazadnjaško, tradicionalno okolje, sem že omenil, da so nasplošno pač neprijazno nastrojeni do istospolno usmerjenih, da recimo najprej pride do tega, da je predsednica vlade odkrito istospolno usmerjena oziroma je lezbika, njeno dekle zdaj po informacijah, ki so še neuradne, pričakuje otroka oziroma uradna informacija je že, da saj si prizadevata dobiti otroka. Kako si ti to recimo razlagaš? Ne vem, je bila ta predsednica vlade že prej javno odkrita lezbika ali je to pošlo pol ven, če je bila izvoljena? Prej tudi že. Že prej. Bila je prej že ministrica v prejšnji vladi in to razmerje traja že 8 let. Okay. To zdajšnjo pač s tem njenim dekletom. In obe sta na nek način uspešni. Ne? Ena je predsednica vlade, druga je zdravnica v kliničnem centru v Beogradu. Kako si recimo ti razlagaš? Misliš, da sta ocenile, da je zdaj pač dozorel čas tudi v Srbiji, ali da gre za neko rušenje tabujev, ali je pač enostavno čist človeška želja pač imeti otroka? Po moje, da pač se je razumel njuno željo, da bi imeli otroka, ampak ne zdi se mi pa prav, da so v bistvu svojo željo potem, da bi imeli otroka postavila pred otrokovo pravico, da ima mamo in očeta. Pa če ste se odločili za tak življenjski slog, kar ste se mi zdi lepo, ne vem, mislim, da ste bila kaj Dolce in Gabbana, pač ona da sta povedala levi, da so gej, ampak pač se nama ne zdi ok, da bi imela otroka, ker pač spoštujeva otrokovo pravico, da ima očeta in mamo in pač so se zato odpovedala temu, da bi imela otroka, čeprav si ga želiva, ne? Ali pa mogoče želite, ne vem, ali pa sta si ga, sigurno sta se kdaj o tem prepogovarjala, ampak sta pač bila toliko pri sebi, da sta rekla, ne, pač otrok in njegove potrebe in pač so bolj pomembne, kakor to. Drugače se mi pa zdi, pač probajo, ne, itak na vodilnih položajih javne osebnosti, pač tako je takoj rom-pom-pom glede tega in ne vem. Mogoče tudi več odzivov v medijih ali pa pač popularnost, vsi vejo zdaj za to ali pa bodo zvedeli, če se bo to zgodilo, tako da je neka svojevrstna PR zadeva tudi lahko, ne. Kako ti to komentiraš, Roman? Gre tu čist za osebno odločitev ali misliš, da so še kakšni drugi nezavedni momenti zraven? Jaz bom pa tukaj rekel, da so tukaj politični neki porivi. Clintonova ali pa Obamova administracija je Ano Brnabić nastavila kot premierko, zato ker se ve, pač govorim o demokratih ameriških, ki so diktirali politiko Srbije, tudi v odnosu do Kosova. In tukaj v tem, da je Ana Brnabić premierka, to je ogromno politike, ameriške politike, ki je forsirala ta tip
bi rekel, osebnosti, se pravi iskali, jaz bi rekel, da so iskali lezbiko, ne? Ker so po eni strani mogoče tudi nezavedno provocirali. Srbija velja za zelo konzervativno državo, bi rekel normalno državo, ne? In Američani so pa močni v teh LGBT pa feminističnih kontekstih in tukaj je zadeva malce dirigirana. Zdaj to, da je pa ta zanosila, neka umetna zanositev, meni deluje ta Milica, kar je malo biseksualna. In vprašanje je, če je ona zanosila kar z eproveto izven maternično, pa so jo pol to usadili. Zdaj, Ana Brnabić, jaz bi rekel, da je radikalna lezbika, ne? Recimo njena partnerica bi pa bila tako kot bi znala biti mnoge ženske biseksualna, ne? Tako da z lahkoto praktizira seks tudi z moškim, ne boleče in ne z gnusom. Ja, teh podrobnosti ne poznamo, ampak a se ti zdi za ta današnji kontekst pomembno tudi to, da je bil recimo glavni svetovalec Ane Brnabić, ko je bila še ministrica v srbski vladi za javno upravo, prejšnji naš bivši minister za javno upravo Gregor Virant? Ja, zdaj tukaj so neke špekulacije. Zdaj, Virant gravitira tudi malo na levo, čeprav je bil sredinski, ne. Tam je pa, bi rekel, cela srbska politika, predvsem v povezavi s Kosovem, to, da je Kosovo samostojna država, to so tam, bi rekel, dosegli Američani in Američani so dirigirali tudi neke ključne pozicije, ne. Kdo tam v Srbiji na volitvah zmaga, tam imajo Američani ogromno vmes, res, da imajo ambicije tudi neki Rusi, vem pa, da je psihoanaliza ali pa psihiatrija v Srbiji zelo močna, ne? Tako da čudim se, da ta partnerica Milica kot zdravnica pristaja na to, da bo imela partnersko zvezo z istim spolom pa otroka. To je za otroka škodljivo. In srbska psihiatrija je tako močna, da kot zdravnica bi ona to morala vedeti, ne? Čudim se, zakaj pristaja, ali je pa to nek medijski pomp, ki mogoče pa ni nič na tem. Yeah. No, ni pa to edini primer v regiji, recimo v zadnjem času, kjer visoki politični predstavniki odkrito izražajo svojo spolno usmerjenost. Namreč novi nemški veleposlanik v sosednjem Hrvaškem, Robert Klinke, fotografija je iz predaje poverilnih pisem hrvaški predsednici Kolindi Grabar-Kitarović. Gospod Klinke je na levi, na desni od strani hrvaške predsednice pa je njegov soprog Mohamed. Se pravi, nemški veleposlanik na Hrvaškem je poročen z moškim, sicer je islamolog in je prej bil kulturni ataše Nemčije v Mazar el-Šarifu v Afganistanu. Kako recimo vidva to komentirate, mogoče najprej ti, Norma? Na Hrvaškem so nekateri politiki izrabili to imenovanje veleposlanika Klinkeja za to, da so rekli, da je Nemčija s tem poslala sporočilo tistim na Hrvaški, ki zagovarjajo stališče, da je zakonska zveza možna samo med moškim in žensko. Kako ti to komentiraš? Ja, vse skupaj izgleda kaj en velik posmeha, ne? Tako kot pač danes se proba vse te stvari prodati kot neka moderna stvar, cool, sodobno, napredno, ampak v resnici se pač ima pa Hrvaška boljši ta kvocient rodnosti, kot recimo Nemčija, ne? Ki imajo pač to pro-family mentaliteto in vlado in pač mislim, meni je butasto, da grejo tako provocirati, pa da en gejovski par. Se ti zdi pol, da gre za provokacijo? Ja, po moje, da gre. No, tudi jaz bi rekel, meni se zdi, da ali pa bi rekel, simptomi kažejo, da gre za provokacijo. Ker ena Hrvaška se ve, da je še bolj konzervativna ali pa bistveno bolj kot Slovenija. Vpliv Nemčije pa teh nekih anarhičnih pa feminističnih legbitrovskih logov je pa tak, da hočejo celo to regijo, še posebej ta konzervativni Balkan, kontaminirati z neko ideologijo, ki se mi jaz v državnem zboru rekel, da je psihopatska ideologija. Zdaj, mene, mislim, sovražijo nekateri geji, zato ker sem rekel, pa hodijo gejih meni tudi na osebna svetovanja, ker vejo, da jaz nisem manifestni homofob. Ampak homofobija sama po sebi je pa kar pričakovana. In jaz sem povedal, da pri homoseksualnosti moški
ne gre vedno samo za homoseksualnost kot motnjo spolne identitete, poudarjam, da gre tukaj za motnjo, da to ni bolezen, ker bolezni se da zdraviti, motnjo spolne identitete ali pa osebnosti se pa ne da zdraviti. Ti geji znajo biti še osebnostno specifični, da ne rečem posebni, ne? Ker imajo pri formiranju identitete, in to se dogodi v oidipalni fazi, tam se dogodi še kopico enih pomembnih dogodkov, ki vplivajo na strukturo duševnosti, strukturo osebnosti. Ja. In jaz poznam mnogo takih, ki imajo motnjo v spolni identiteti, da so tudi osebnostno specifični, da ne rečem moteni. In to drugo, ne, te neke druge motnje, te mene skrbijo. Ta homofobija samo po sebi, mislim, to bomo že prešli, ne, do gejev moramo biti strpni, ampak geji znajo imeti v svojem jedru moralnega razsojanja tudi pokvarjenost. Ne. Ta mene skrbi. Prav, bomo pogledali si pobliže po krajšem premoru, zakaj točno gre. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem diskriminacije istospolno usmerjenih. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Norma Marija Korošec in Roman Vodeb, pogovarjamo pa se o diskriminaciji istospolno usmerjenih. Zdaj, Norma, vidva z Romanom sta v bistvu vsak na svoj način precej kritična do istospolno usmerjenih oseb oziroma do implikacij, do družbenih implikacij pač te njihove spolne usmerjenosti. Kakšno je tvoje mnenje? A lahko že zdaj govorimo dejansko o nekem prehodu iz diskriminacije v neko obliko skoraj že zaželenosti? Ali so po tvoje kakšni vidiki, ki recimo, zaradi katerih bi bila istospolna usmerjenost recimo danes v moderni družbi zaželena? Ja, tako kot so te ženske kvote, bodo pač sčasoma tudi kvote za geje, kvote za črnce, kvote za pač vse možne pač različne ljudi. In meni se to zdi samo po sebi slabo, zaradi tega, ker potem ima ta kvota pač prioriteto ne to, kdo je bolj kompetenten, ampak kdo ustreza pač tej kvoti, da mi zapolnimo vse te naše kljukce, da nismo nič diskriminatorni. In to se mi zdi pač zgrešeno, ker se mi zdi, da bi pač za vse funkcije in za pač vse, kar se v bistvu dogaja, bi mogel izbrati tistega, ki je najbolj kompetenten, ne tistega, ki ustreza nekim, kako bi mogli biti. Ja. To je ena stvar, druga stvar je pa to, glede diskriminacije. Mislim, da diskriminacije že zdavnaj ni več, kvečem, če je pozitivna diskriminacija. Se pravi, če se dva moška stepeta pa en gej, dobi pač če straight moški napade geja, dobi kazen, ker ga je napadel, plus še kazen zaradi tega, ker je on gej in ga je verjetno napadel samo zaradi tega, čeprav mogoče to sploh ni imelo nobene zveze z samim pretepom, tako da so v bistvu že kar zaščiteni. Sicer se mi pa zdi, da je v bistvu to nekako tak idealen par, dva geja. Zakaj? Zaradi tega, ker promovirata vse to, kar danes družba oziroma ti pač multikulti globalisti probajo nam nekako uturiti. Kaj je na primer? Recimo pač potrošništvo, gled sam na to, da se imaš danes fajn, taki pač dva moška otrok po naravni poti tak ne morata imeti, tako da pač ponavadi veliko zaslužijo, njim treba pač hoditi prej domov, lahko delajo nadure in so pač sami sabo se ukvarjajo, ne razmišljajo ponavadi o okolju, tako kot recimo starši, ki imajo pol otroke, pa se morajo pol začeti ukvarjati kaj se pa otroci učijo, kaj se pa dogaja v našem šolstvu, pa pač so bolj tako nekako prizemljeni, no. Se mi zdi, da te pari homoseksualni kar lahko malo odlebdijo tam nekje, pa živijo v nekem milnem mehurčku svojem, o diskriminaciji pa pač itak ne moramo več govoriti, ker je pač ni več. Ampak to se zdaj v bistvu, to, kar je Norma zdaj povedala, Roman, se nekako razlikuje od tega, kar si ti povedal v prvem delu oddaje, se pravi, kakšne travme so povezane v bistvu tudi z družbenimi implikacijami pač življenja v istospolni partnerski skupnosti, še posebej, če ima tak par tudi otroke, ne? No, jaz bom rekel, da homoseksualci so družbeno gor vzeti, pozitivno diskriminirani, če si gej,
pa da si nekje v Ljubljani, se da hitro dobiti službo. Ravno zato, ker si gej. Na periferiji je malce bolj drugače. Ampak zakaj recimo bi imel prednost pri pridobivanju službe, če si gej v Ljubljani? Zato, ker običajna populacija, ki je, bi rekel, homofobna, aktivira določene obrambne mehanizme, sprevračanje v nasprotje. Se pravi, se hoče prikazati, da ni homofobna. Ja, tako je. In potem refleksno začne s to pozitivno diskriminacijo in se prilizuje in je v prvih vrstah parade ponosa in so pretirano prijazni do gejev, uslužni in nudijo pomoč ravno zaradi homofobnosti, ki jo latentno ima vsak normalen moški. Govorim za moške. A lahko zdaj konkretiziramo, a je ljubljanski župan Zoran Janković primer tega po tvojem? Ja, on je eklatanten primer po moji teoretski percepciji. Njega jaz vidim kot zelo, bi rekel, republikanskega, če bi bil v Ameriki, bi bil zagotovo republikanec. Ima neka liberalna načela, ker pač je priseljenec in priseljenci so pri nas levičari, ampak pri njemu je točno to. On hlini prijaznost, se pretirano do LGBT-ovcev obnaša bi rekel, z veliko naklonjenostjo in namenja neka sredstva, prodira tam v neke vrtce, zavode z nekimi slogani všečnosti. To je znak njegove latentne, se pravi skrite, tihe, nezavedne homofobnosti. In to se dogaja pri mnogih in to je kar kolektivni obrambni mehanizem. Treba je povedati, da homofobnost je normalen, pričakovan pojav pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa pri moških. Moški imajo odpor do kakšne erotike s še enim moškim, ali pa oni so testosteronski, oni so tekmovalni, borbeni. In pri nam se je pa zgodil družbeni obrat, politika temu sledi, leva politika, desna je pa pač ni na oblasti. Če bodo desničari prišli, bodo s tolo politiko neke pretirane naklonjenosti gejem, lezbijke niso tako problematične, verjetno malo prenehali. A gre v tem, kar si zdaj povedal, iskati tudi razlog, da recimo v bivši Jugoslaviji je bil istospolni odnos med dvema ženskama dekriminaliziran že bistveno prej, že leta 1951, med dvema moškima pa šele 1977, kot smo prej povedali. Je to ta razlog, ki si ga zdaj navedel? Kad dođe seljak v grad, svojo kmečko pametjo, zna intuitivno pravilno razmišljati. Ženska je po naravi, zaradi narave Oedipovega kompleksa in nekih infantilnih dogodkov, je po naravi biseksualna. Seks z istim spolom se mnogim ženskam ali pa večini niti ne gnusi. Če se pa moški zerotizira z drugim moškim, to je pa gnus na kvadrat. In to je pravilno. Zakaj je to gnus na kvadrat? Zato, ker je Oedipov kompleks pri moškem, pri fantih drugačen. On bi svojega očeta tako rekoč zaguznil, ubil, ker je simbolni kastrator. Ko otrok v oedipalni fazi misli anatomijo genitalij, svojega lulčka prepoznava kot kastratibilnega in ta kastrator je oče. To je tisti oče, ki mu krade mamico in je neznosno jezen na tega svojega očeta. Z mamico bi pa spal po noči, oče mu pa stoji na poti. In tega očeta globoko tam nezavedno fantek sovraži, zato sovraži tudi neko erotiko pozneje z moškim. In to je pričakovano in normalno. In temu ne moramo narediti konec z neko LGBT-ovsko ideologijo. Predlagam si zdaj pogledamo en tweet našega stalnega komentatorja Tina Mamića. On je tukaj upozoril na en članek, ki je bil objavljen na časnik.si in sicer citira: v katoliški cerkvi obstajajo gejevska združenja, klubi, forumi, lobiji, spodbujajo in financirajo jih tudi nekateri škofi, en ameriški škof je omenjen in tako naprej. In sicer je njihov končni cilj, tako pač pravi ta članek, da v resnici želijo spremeniti moralni nauk cerkve. Zdaj pa najprej vprašanje zate, Norma, kako je mogoče, da recimo cerkev, ki je neka dost tradicionalna, zelo okostenela, hierarhična inštitucija, že tisočletja praktično od svojega nastanka, da bi taka deviacija, dajmo reči v narekovajih, od moralnega nauka, ki ga zagovarja, lahko imela take razsežnosti, kot jih recimo opisuje ta tweet oziroma o tem govorijo v tem članku. Težnje so, ampak jaz mislim, da pač v cerkvi taki, kakršni je zdaj, ker so tudi pač ti konzervativni glasovi so slišani, tudi recimo na ta Amoris Laetitia, ki je bila, so se pač pritožala, ti bolj
ko se mu reče, bolj konzervativno krilo mogoče teh teologov. In če bi se zgodil kaj takega, ali pa če bi se pokazali kakšne take pač težnje, ok, se lahko probavajo in pač jaz sem tudi slišala, da je veliko homoseksualcev v duhovniških vrstah, pa tudi med škofi, pa kardinali. A ti, oprosti, poznaš kakšen primer recimo iz Slovenije, da bi kdo pridigal recimo v to smer, da je pač so odnosi med istim spolom, da je to nekaj, kar je tudi za katoliško cerkev sprejemljivo? Ne, jaz osebno nisem nikoli pač bila pa kakšni taki pridigi. Če bi to slišala, bi po mojem šla kar protestno ven. Lahko jaz na tej točki izvoli, Roman, dodam. Namreč tisti, ki se spoznajo na te lobije gejovske, homoseksualne, pravijo, da je v Vatikanu en glavnih lobijev gejovskih. Zato, ker je po svoje logično, ker včasih je bila elegantna pot, da se en normalen kmečki fant, bi rekel povprečen kmečki fant, ogne ženski, tako da postane duhovnik. Zbeži v duhovniški poklic, natančno zato, ker... Ima mir pred ženskami. Ja, da ima mir pred ženskami, ampak nima pa mir pred pohoto, ki je pa homoseksualna. Tako da teoretično bi jaz rekel, soglašal, da je med duhovnikov latentnih gejev precej. Ne bom zdaj dreznil v pedofilijo, ampak lahko rečem, da tudi geji sami vedo povedati, ko smo imeli polemike, da je Vatikan zna biti eno leglo, ali pa bil je leglo gejev. Ampak to pohoto se da tudi sublimirati. Nekdo je lahko celo življenje vzdržen, tudi te celibaterje, ki so v osnovi heteroseksualni, znajo sublimirati, znajo libido pretvoriti, ljubezen do Boga, pa tako naprej. Ampak cerkev je kar krvava pod kožo, bi se rekel. Ja, sej, tudi duhovniki so samo ljudje, ne? Ampak zdaj bi vas takole vprašal, glede na vse, kar smo povedali že v današnji vdaji, ne? A ni to potem neke vrste boj brez upa zmage, govoriti o tem, recimo, da pač to ni družbeno sprejemljivo ravnanje, istospolna usmerjenost, da prinaša številne negativne implikacije, posebej v zvezi z vzgajanjem otrok in tako naprej in ostalo. Če pa vidimo, saj potem sodeč, kar smo rekli, da nekako to postaja čedalje bolj sprejemljivo oziroma je že v vseh porah družbene ureditve, tudi v tako tradicionalnih inštitucijah, kot je katoliška cerkev. Kako vi da to komentirate? Kam se bo to nadaljevalo po vajnem? Meni se zdi, da tako, kot smo videli recimo 2015 pred družinskim referendumom, njihovih oglasov je bilo toliko veliko, vsi panoji po Ljubljani so oznanjali, da je čas za in vse, ampak in po medijih je bilo in okrogle mize in ni da ni. Ljudje so pa glasovali proti. Ja, točno to. In to je ta pomp zunaj, ki pač ga lahko naredijo tisti, ki imajo denar, ki imajo vpliv, ki imajo medije, ampak ljudje pa pač se na koncu dneva, pač, ko se sami sabo zvečer, ko se pogleda v ogledalo, si pa pač po moje tudi ti mnogi, ki se pač tam pretvarjajo, da podpirajo vse te stvari, so na koncu kar veseli, da takih stvari ne sprejmemo, ker je v bistvu res norostno. Roman, zakaj recimo neka Norveška ima interes financirati legebitrovska združenja, recimo Metino listo v Republiki Sloveniji? Zakaj bi se njim to recimo zdelo pomembno? Oni Norvežani, Norvežanke financirajo ogromno lezbičnih ali pa feminističnih projektov, tudi legebitrovskih, zato ker naš feminizem je močan, norveški pa tudi močen, pa finančne injekcije imajo močne. Zdaj, Norveška je zelo šibka v psihoanalizi in tam, bi rekel, se ni prodrlo s Freudom v razumevanju razlik med spoloma. Tam je izredno močna teorija spola. Teorija spola je rak rana družbe, spola se enačita in vodilne so feministke. In ta ideologija ima v ozadju finančne injekcije. In te finančne injekcije pač ima Skandinavija in Norvežani financirajo vse živo. Se tudi poskušajo v Rusiji. Zdaj jaz bom rekel, cela Skandinavija je prežeta s feminizmom, zdaj količina sreče, ki jo pa narod doživlja, je pa, bi rekel, nizka. In Skandinavija imajo vsi, bi rekel, vse te države najvišjo porabo antidepresivov, zato da dvignejo prijetno življenja. Ker biti
za moškega enak ženski, to je nočna mora. In to pride, iz tega naslova pride depresija ven. Simbolna kastracija tu ugonobi moške. Ne? V končni fazi so pa še najbolj nesrečne, ker ni pravih moških, normalnih, vse je feminilno, trpijo pa ženske. In ženske so tisto, ki bo v eni točki rekla, mi hočemo možate moške, ne pa neke depilirance, dišeče. Pa še tole, že ta točka, Norma, če imamo eno žensko v lahko jaz še eno stvar dodam. Geji sami se bojijo svojih militantnih aktivistov, ker pravijo, če bomo mi tako militantno nastopali v družbi, nas bo družba zasovražila in bomo hujši kot Židi med nacizmom. Okay. Sami geji to vejo. Razumem. Norma, kako je zdaj s tem? Imate rajš dišeče moške, kot pravi Roman, ali bolj kosmate, poraščene moške, kako je zdaj s tem? Ne vem, jaz se v zadnjih tednih se mi zdi, da smo se ženske med sabo tako velikrat začele pogovarjati, kar tako, recimo jaz sem šla zanj sprevozi domov za eno medicinsko sestro, rekla le, evo, zdaj sem delala celodnevno, pridem domov, isto me čaka še vse za doma, za oprat, za pomit, za narediti, za jesti, otroke dati spat. Pač, koliko smo v bistvu, nismo v resnici nič pridobile s tem feminizmom, ne? Koliko nam je v bistvu škode naredil, ko moramo zdaj še v službo hoditi, ne? Plus še plače so se zmanjšale in se mi zdi, da pač moški, ki lahko res poskrbi za družino, ki mu je družina prioriteta, ki ima svojo ženo rad in ji to pove in pokaže na pač vse možne načine, je res en tak ideal, ki ga bomo po mojem začeli spet še dalje bolj ceniti. Pa tudi taka lahko priskrbi družino, ne? Da pač ima nek poklic, da ni, ne vem, brezposelna, tako kot marsikakšen danes s tako bleščečimi nazivi, pa v bistvu v praksi čist neuporabno. In mislim, da bo šel tudi trend v to smerno. Se tudi moški tega zavedajo počas, da pač bo, če hoče imeti kaj od življenja, da je to edina prava pot. Slovenski moški smo po nekih raziskavah v svetovnem vrhu po številu ur, ki jih uporabimo za domače opravila. Na teden. Procent ženska pa dela pa tudi je med najvišjimi na svetu. To drži, Roman bi verjetno imel kakšno drugo teorijo za to, ampak bomo kdaj drugič v tej temi. Roman, tole sem te hotel vprašati. Hipotetična situacija. Kaj bi za nek narod recimo pomenilo, če bi odstotek izven telesnih oploditev presegal oploditve po naravni poti? Se pravi, da sploh ne bi imeli več otrok iz spolnega odnosa med moškim in žensko, ampak bi imeli samo še izven telesne oploditve, ker pač ni potem v končni fazi pomembno, v kakšni partnerski zvezi ta ženska, ki zanosi, živi. To pač ni tako enostavno. Jaz delam tudi s posvojenci, ki ne vedo, kdo so njihovi biološki starši, kdo je biološki oče. Če vejo za mamo, ne vejo, kdo je biološki oče. To so take psihične travme, to bojo takšni otroci, ko bodo zrasti, to bodo znoreli, to bojo dosegli prepoved, da se izvenmaternično ali pa neka umetna oploditev, da se prepove. Mora biti znan donator sperme. Otrok mora vedeti, še posebej v odraslosti, v puberteti, kdo je njegov oče. Ker on mora vedeti, kaj naj postane, ko zraste. Deklica mora čutiti, kdo je pravi moški, in ko pozna očeta, se normativi skalibrirajo. Fantje morajo identifikacijski lik imeti v biološkem očetu, ker to jih nenehno skrbi, in to vam govorim z prve roke, ker res s takimi otroci ali pa odraslimi delam. Bomo tu postavili zdaj vejco, ampak ne odhajajte, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Norma, zadnje vprašanje. Je biti po tvojem mnenju gej ok? Po mojem si tega noben ne želi, da bi si zdaj želel, da bi bilo pol to dobro, ali pa si se slabo odločal. Razen enega YouTube influencerja, za en mesec sem pa tukaj nadaljujem. Bomo videli, kako bo to sploh šlo, če mu bo ratal. Ampak načeloma se mi pa zdi, če živiš tako, če si odločil za tako življenje oziroma pač aktivno, v redu, sam da imer pola, ni treba zdaj, da to vsi vemo, ni se treba vsiljevati v otroške revije, knjigice, ni treba vrtcev pač forsirati LGBT ideologije in pač tudi nimajo otrok.
Ti si pol na tem stališču don't ask, don't tell, ne? Tako kot ameriška vojska do pred kratkim. Ok, Roman, kaj ti praviš? No, jaz bom rekel, geji si niso svobodno izbrali svoje spolne usmeritve, determinira jih nezavedno, z otroštva ven so to ratali, v svojem življenju izjemno trpijo, ampak jaz bi jim svetoval, naj se ne ujamejo v ideologijo. Naj poskušajo normalno živeti in naj ne nasedajo gejovsko-legibitrovski ideologiji, ki je militantna. Najlepša hvala, Norma Marija Korošec, magister Roman Vodeb, za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila mavrična 225. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali prvo polovico mandata Donalda Trumpa. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.